vse pozdravljam. Sem vesel, da sem lahko v vaši družbi. Moram povedati, da kar se zdravstva tiče, ga spremljam že od leta 71. Kot veste, sem že v eni zgodbi povedal, da sem takrat bil prisilno cepljen proti črnim kozam. Posledica tega je bilo, da sem dobil tumor, ohromel levo stran. Na srečo me je dr. Matej Lipovšek, neurokirurg takratni, nažalost predlani umrl, operiral uspešno in poznam razmere v takratnem zdravstvu. Pozneje nisem imel nobenih težav do leta 20, ko se mi je naredila ena bulica na očesu in sem po 38 letih prvič bil pri zdravniku za sebe. Tema zdravstva mi je zanimiva predvsem iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da na socialnih omrežjih v času te tako zvane zdravstvene krize, ki je umetna kriza, ki je kriza, katere namen je določen del zdravstva dvigniti v plačne razrede, določene ljudi postaviti v še bolj privilegiran položaj, vendar je cela ta štorija okoli zdravstva zelo čudna. Predvsem pa je čudna, ker ljudje sploh ne znamo oceniti, kaj je narobe in kakšne so rešitve. Mi govorimo in protestira se proti državnemu zdravstvu, tako imenovanemu javnemu zdravstvu, ampak problem, težava je nekje drugje. Težava je v tem, da se ne ve, kdo je lastnik tega zdravstva, ne ve se, kdo je tisti, ki odloča, in v tej situaciji odločajo lobiji. Lobiji so pa po moji oceni tisti, ki so plačani od zunaj, zato ker danes biti bolnik pomeni biti potrošnik, zgolj in samo potrošnik, ne pa človek z zdravstvenimi težavami, ki praviloma bolezni rešuje narava, to je bilo pravilo, in pa naravna zdravila, ki pač pomagajo pospešiti zdravljenje. Zdaj je ta zgodba prešla v to, da bolezen rešujejo zdravila. To je bistvo problema. Kar se tiče zdravstva, imam kar dosti dobre in izvirne in kvalitetne podatke iz sosednje Avstrije in z Nemčije. Ko sem te zgodbe preverjal, sem prišel do ene zanimive postavke oziroma do enega temelja, zakaj so v Avstriji čakalne dobe, skoraj ne poznajo besede čakati, ne? In tudi v Nemčiji je podobno, kljub temu, da imajo tudi te države težave z kadrom. Ravno pred nekaj dnevi sem se pogovarjal s hčerko, ki živi na Dunaju, in se nemško zdravstveno osebje seli v Nemčijo v službe, v Avstriji pa, ker je balkanski bazen že popolnoma izpraznjen, jemljajo zdaj ljudi iz Azije, pa tudi precej iz Južne Amerike, vendar se je pokazalo, da ti ljudje so tudi dovolj kvalitetni in da razen jezikovne bariere nekih večjih strokovnih težav ni. Predvsem bi poudaril to, da ko se pogovarjamo o zdravstvu, sta meni vzor prej omenjeni državi zaradi preprostega razloga, ker pri njih je zdravstvo strogo deljeno na javno zdravstvo in na zasebno zdravstvo. Se pravi, stvar moramo gledati, obstajata dva, bi rekel, konkurenčna pola, ki pa jih druži samo ena točka, to je zdravstvena zavarovalnica, ki recimo operacijo slepiča plača 4500 evrov javni bolnici ali zasebni bolnici. Oba dva za enako delo dobita enako plačilo. Kje je potem razlika? Razlika je v tem, da zasebnik ima interes, da ima najboljše zdravnike, najboljše kirurge in da opravi v nekem času čim več kvalitetnih operacij, da dobi, tu ne pomeni samo operacije v smislu rezanja organov ali menjavanja, ampak tudi vseh ostalih zdravstvenih zadev, da pridobi s tem čim več denarja in čim več ugleda.
nam Slovencem, ko razlagam, da imajo dva pola, se pravi javno zdravstvo, zasebno zdravstvo, ki sta strogo ločena, nikoli ne more zasebnik imeti ambulante ali pa koristiti brez ekonomskega plačila storitev v javni bolnici ali pa v javni zdravstveni ustanovi. Se pravi, morajo v bistvu tako kot podjetniki sami zgraditi svojo bolnico, sami investirati in te zadeve reševati na ta način. Pri tem je treba upoštevati to, da Slovenci o teh zadevah, ki jih zdaj razlagam, nimamo pojma. Zakaj? Ker niti na ekonomskih fakultetah, niti na zdravstvenih tega ne učijo, ker je to v naši državi z postpartijskim režimom bogokletno. Konkurenca je v tej državi bogokletna. 80% gospodarstva je še vedno v državni lasti, kar je katastrofa. To je največji procent, mislim, da na svetu. In zakaj je to tako? Preprosto, če imamo zdaj proračun planiran, mislim, da je 14,5 milijard, se pravi, v zdravstvu se bo zavrtelo 4 do 5 ali pa celo morda 6 milijard denarja. In če lobiji uspejo z manipulacijami, z zelo minimalnimi manipulacijami 10% preškrniti v svoje žepe, je to velik denar. Če je to 20%, je večji, če pa 30%, je pa zelo velik. In če imamo državno zdravstvo, ki ga nadzoruje država, se pravi, sami sebe nadzorujejo lopovi, bolj je rezultat jasen. Tudi praviloma so tudi šolski sistemi. Vse, kar je višja stopnja od osnovnega šolstva, je v zahodnih razvitih državah vedno javno ali zasebno. Imajo isti program in spet se ponavlja ista zgodba. Recimo, to javno ali zasebno je v Švici pripeljalo tako daleč, da lahko skoraj na bencinski črpalki uredite vozniško dovoljenje. Lahko v gospodarskih družbah. Zaradi tega, ker so ugotovili, da je boljše nekoga, ki že ima kapacitete, ima ljudi, ima prostor, ima čas, da to dela, kot da nekoga v javni upravi zaposlijo in ta gre en sedež, ki ni poceni, ki troši energijo, elektriko, objekt in tako naprej. Vendar, ko to ljudem razlagam, me vsi gledajo, kot da sem priletel z neba. Ampak vam bom zdaj, preden zaključim, povedal zelo zanimiv podatek o stanju v javnem sektorju v Sloveniji, kjer je vsak četrti, ki je redno zaposlen, je zaposlen v javnem sektorju. To je zanimiv podatek. V Avstriji vsak 7., ki je zaposlen, je v javnem sektorju. V Nemčiji vsak 11., v Švici vsak 21. Postavlja se preprosto vprašanje, katere države sem omenil poleg Slovenije. Omenil sem države, ki spadajo v sam gospodarsko-socialni vrh na svetu. In dokler v Sloveniji tega sistema ne bo, smo obsojeni na počasen propad, na spreminjanje države v mafijsko tvorbo. Trenutno nimamo še čiste mafije, ampak imamo režim, ki ga mafija podpira, in tu zdaj bo potrebno do naslednjih volitev bo treba narediti osamosvojitev, da bomo postali bolj zdravi. Hvala. Ludvik, glede na to, kar si povedal zdajle, sem jaz pripravil 2 videoposnetka. In sicer eden je od Ministrstva za zdravje in občine Ljubljana v povezavi z Vlado Republike Slovenije, en video pa od gospodarstvenikov v Republiki Sloveniji, ker je to vse prepleteno. In bi jaz zdajle najprej dal krizo zdravstva tukaj, pa če lahko to komentiraš, prosim, bom zdaj to poznal. Trenutno stanje v državi, predvsem pa stanje v zdravstvu zahteva, da pač tudi člani kluba SBC podamo nekaj stališč in mnenj o situaciji. Pred 5 dnevi smo bili priča dogodku, kako so upokojenci celo noč
nekateri celo na berglah in na stolih čakali pred zdravstvenim domom v 1 kilometer dolgi vrsti. In to ljudje stari 80 let in več, se od 10 zvečer pa do jutra stali na mrazu in čakali na zdravnika, kar se nam zdi popolnoma nesprejemljivo. Kljub vsem milijardam, ki so šle v zdravstvo, je praktično stanje v zdravstvu vsako leto slabše. Mi mislimo, da slovensko zdravstvo ne potrebuje donatnega denarja, ampak potrebuje boljšo organizacijo, ker če lonec pušča, ga ne boste nikoli napolnili z juho, pa če zlijete njo neomejene količine te juhe. In ta slaba organizacija v zdravstvu je razlog, da če namenimo še toliko milijard v zdravstvo, bodo razmere vedno slabše. To pomeni, da več damo denarja nekomu, ki s tem ne zna upravljati, več ga bo izginilo brez nekega pozitivnega učinka. Ja, odgovor tiči v tem, kar sem povedal pred nekaj minutami. Bistvena rešitev je, ko mi razdelimo zdravstvo v javno in zasebno, moramo vedeti, da zasebnik sam sebi ne bo kradel, ker nima kaj ukrasti. V javnem zdravstvu je ta verjetnost večja in ker trenutno imamo, da država v vseh zadevah sama sebe nadzira. To je katastrofa. Mi nimamo nevtralnih nadzornih inštitucij, ki jih je Evropska unija že 2007. leta z direktivo direktno za Slovenijo naročila, da naj država ustanovi posebno inštitucijo, nevtralno, ki bo nadzirala delo javnih inštitucij in javnih organov ter njihovih uradnih oseb. Mi tega nimamo. In ker nekdo, ki kreira to politiko, ve, da mi tega nimamo, se lahko te zadeve peljejo tako, kot se. Zanimivo je pri gospodarstvenikih, da, oziroma tako bom rekel, mislim, da je minister Loredan enkrat izjavil, da bi bilo primerno kopirati avstrijski model, ampak po tej izjavi je o tem utihnil. So ga utišali. In dokler gospodarstveniki ne bodo teh besed, ki jih jaz uporabljam, javno zdravstvo, zasebno zdravstvo, zahtevali, ker oni so plačniki, tako dolgo tega ne bo. Moramo pa vedeti, da je Slovenija paradoksalna država, ker ne odloča o denarju tisti, ki ga ustvarja, ampak politika. V zahodnih demokracijah pa gospodarstvo postavi politike, tiste, ki pripravljajo temelje za normalno gospodarstvo. Pri nas pa je pač popartijsko in to je katastrofa. Rešitev je edina, da ljudi podučimo o tem, da se to širi, ker danes reči, da bo nekdo zasebno bolnico imel, to je šokantno. Čeprav on jo bo imel z svojim denarjem, z svojo investicijo, kot avtomehanik, lepar, ne vem kdo, je to bogokletno. Moram vam povedati, da imamo v Mariboru primer, ko se je hotela graditi zasebna bolnica, vendar mi niti zakona nimamo še danes. Če nekdo hoče zgraditi v Sloveniji zasebno bolnico, trenutno ni zakonodaje, ki bi to dovoljevala. To je katastrofa. Zato, ker vi morate vedeti, da glede na to, da je 30 let samostojna država, zakoni so praviloma v vsaki družbi tudi zato, da spremljajo razvoj družbe in zavarujejo pridobljene vrednote. Pri nas so pa zakoni anahronizem, vse gre samo v sankcije, vse je samo strah in posledica tega je, da gospodarstveniki bijejo plat zvona in recimo vse to, kar se zdaj pogovarjamo o zdravstvu, jaz zdravnikom dvigniti plače, onim ne, to vse vodi v to, kar si jaz želim, ker Slovenija bo demokratična država šele takrat, ko bomo doživeli generalni štrajk. Ker vse države
še Nemčija je tam, mislim, da 78. ali kdaj imela generalni štrajk. In dokler tega ne bomo doživeli, tako dolgo caplamo na mestu. In to ni spodbujanje, ampak dejansko zdaj prihaja do tega, da ni samo problem zdravstva, problem so tudi neurejeni plačni sistemi. In zdaj ta situacija, ki je pa paradoksalna tudi zaradi tega, ne vem, kdo si je zmislil, da je dal primarno zdravstvo v upravljanje občinam. To je norost. To je totalna norost, ker vemo, da občine imajo različen standard in različen razvoj in vse to, treba zdaj ta razvoj narediti, da se bo izenačil. In zdaj situacija, ki je v temelju narobe, rešitev je edina, takoj začeti z zakonom ločevati zasebno in javno zdravstvo in v roku 6 mesecev ne bo več čakalnih vrst. In še ena rešitev je, ker smo znotraj EU, bi jaz in tudi bom v programu dal, oziroma sem že dal noter, da si lahko izbira za hujše operacije bolnico kjerkoli v EU. Mora biti konkurenca, ker če ni konkurence, vsak sistem, kjer ni bilo konkurence, je povzročil propad in ne vem kaj vse. Hvala. Zdaj pa še eno vprašanje, lepo prosim. Zelo lepo, Ludvik, si povedal, da je shizofreno delovanje med občino in državo. Zelo shizofreno, namreč občina se vtika v organizacijo in v lastništvo zgradbe, ne? Medtem ko ministrstvo pač daje vsebino. Ne vem, to je zelo težko, kadar ločiš ti dve stvari, po moje pride lahko do zloma, lahko pride do krega in tak primer imamo, ki se je zgodil, ki zdaj privrel kot vrh ene ledene gore na vrh in jaz bi ti rad to predvajal in te prosim tudi tukaj še ta komentar, lepo prosim. Ja, evo, tole gremo. Prizori, ki smo jim bili priča v medijih in tudi na terenu, so v zadnjem času bili res nedopustni. Zdravstvo je pereča tematika in je tudi glavna prioriteta te vlade. Vemo pa, da moramo se posvetiti reševanju problemov in ne razčiščevanju osebnih razlik v pogledih. V preteklih tednih se je zgodil marsikateri v bistvu nepotreben šum v komunikaciji med akterji, ki je potekal preko medijev. Današnji sestanek je bil predvsem namenjen temu, da smo se dogovorili skupaj, da te šume v bodoče odpravimo, niti ne dovolimo, da se zgodijo, da potegnemo črto za nazaj in gledamo naprej in se dejansko posvetimo iskanju skupnih rešitev. Jaz mislim, da je to tisto, kar je najbolj pomembno. Najbolj pomembno je, da ljudem jasno povemo, da se zavedamo problematike, da se zavedamo, da je posebej pereča bila v Ljubljani v preteklem tednu in da bomo skupaj iskali rešitve za naprej. Nekatere rešitve so lahko tudi hitrejše, nekatere bodo potrebovale več časa, o tem bosta več govorila moja sogovornika. Pomembno pa je, da se zavedamo, da gre tako za reševanje problematike urgentnih centrov na eni strani, kot tudi reševanja pomanjkanja družinskih zdravnikov in pa tistih bolnikov, ki so brez zdravnika. Nobeno od teh problemov ne moremo rešiti čez noč, lahko pa začnemo reševati takoj. In ta takoj je v resnici danes. Rešili ga bomo pa samo tako, da bomo skupaj spoštljivo in se res izogibali kakršnimkoli sodbam v medijih, skupaj lotili teh problemov. Verjamem, da bomo imeli ta dialog še večkrat, tudi na strokovnem nivoju in verjamem, da smo danes uspeli na nek način zgladiti nesoglasja za nazaj, zato da bomo v bodoče delali v korist bolnikov za naprej. Hvala, predsednik vlade. Minister za zdravje, izvolite. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej zahvala predsedniku vlade, da sva z gospodom Jankovićem se usedla. Na tem mestu z moje strani dve pojasnili. Osebno sem povsem narobe razumel dejstvo, da župan Janković pred novoletnimi prazniki ni uspel priti do mene. Če bi takrat verjetno se midva sestala, bi zadeva bila bistveno bolj drugačna, ker bi dobil objektivne informacije. Tako da se mu na tem mestu, kar se tiče tega prvega dela, opravičujem, opravičilo je iskreno. Pa bom nadaljeval v istem tonu.
Ker se nisva uspela dobiti in ker sem imel različne informacije z različnih strani, sem napačno pravzaprav izjavil in predvidel, da župan občine Ljubljana te stvari počne namenoma ali z, bog ne daj, namenom od prodaje kateregakoli od zdravstvenih domov. S pomočjo predsednika smo se o tej temi danes odkrito pogovorili. Župan Ljubljane, gospod Zoran Janković, mi je zadevo v celoti pojasnil in z te strani še drugo opravičilo gospodu županu, da sem nepremišljeno pravzaprav ocenil na podlagi različnih mnenj, da želi karkoli početi z zdravstvenimi domovi v Ljubljani v korist prodaje in v korist pridobivanja premoženja na ravni mestne občine Ljubljana. To je tukaj iskreno opravičilo, župan. Kar se tiče naprej in zame je ta del najbolj pomemben. Župan občine Ljubljana jutri pride k meni ob 11. uri, jaz mu bom predal vso dokumentacijo okoli zdravstvenega doma in za naprej želimo na ministrstvu tako združiti lokalno raven in sekundarno raven UKC Ljubljana, poiskati rešitve v najkrajšem možnem času za urgentni center UKC Ljubljana in za zdravstvene domove v Ljubljani, da takih prizorov, kot smo jih videli, jih ne vidimo več. Te stvari bomo reševali za zaprtimi vrati, mnenja niso enaka, vendar na koncu je potrebno najti kompromis v dobrobit slehernega prebivalca Ljubljane in Slovenije. Kar se tiče sistemskih ukrepov, je to na naši ravni, kar se tiče organizacijskih ukrepov v zdravstvenem domu v Ljubljani, je to seveda na ravni zdravstvenega doma v Ljubljana. Hvala lepa. In še na zadnje. Hvala lepa. Jaz bi začel s tem, da imam dve zahvali. Ena je to, da je danes dopoldne predsednik vlade poklical in predlagal ta sestanek. Sestanek je bil kot vedno, kadar smo skupaj buren, taka s karakterja sva, ampak te dve opravičili iskreno sprejmem in zame je stvar zaključena. Dejstvo je ena stvar, da smo mi dolžni eni in drugi, se pravi državi in glavno mesto, z roko v roki reševati problem, ki je ta trenutek najhujši problem v tej državi, govorimo o zdravstveni krizi. Nedopustno je, da kjerkoli državljan nima svojega zdravnika, pri čemer je sam povedal, da smo do zdaj v teh 9 zdravstvenih domov, ki delujejo, vložili 41,6 milijona evrov. Pri družinski medicini, ki je problem v celi Sloveniji, ker imamo 132 tisoč ljudi brez svojega zdravnika, smo danes predlagali prve rešitve, to je tudi namen tega sestanka jutri, kako bi lahko prišli prej do zdravnikov, ki bi lahko predeljevali. Zdaj podatki za Ljubljano, a upoštevajo zdravstveni dom Ljubljana, ali upoštevajo vse 3 zdravstvene domove, so različni. Po oceni ZZS, ki imam jaz, je to 13 tisoč neopredeljenih. In sam še pojasnilno opravičilo vsem, ki so čakali v vrsti pred zdravstvenim domom Bežigrad. Mi smo oktobra lani na Rakovniku podobno opisovali. Tisti, ki je prišel, smo rekli, izvolite, se lahko upišete, če nimate zdravnika. Zanimivo je, da ta novica ni šla okrog kot tokrat, ker smo ponovili zadevo v zdravstvenem domu Bežigrad, ker sta 2 zdravnici, 6 sester upisovali nove bolnike, šlo je od ust do ust, na koncu smo imeli izjemno gnečo, izjemno neprijetno situacijo, čakali so celo noč, bili so ljudje tudi iz Maribora in enostavno smo to sprejeli. Ko smo ugotovili, da se to preveč razširilo, smo zdaj za našim delom tudi obvestili javnost, prejšnji teden zaprli ta način dela in v principu delamo tisto, kar ne sme nobenih nevšečnosti povzročati. Zdravnici kličeta po vrsti vse starejše od 65 let in tiste, ki so kronični bolniki in ki so bili v zdravstvenem domu Bežigrad in jih pač upisujejo, kdor hoče. Ko bojo zapolnili, mi smo v teh prejšnjem tednu približno 550 pacientov upisali, imamo skoraj še malo manj kot 2000 možnosti. Ko bo to zapolnjeno, upam, da bomo na teh sestankih z ministrom našli eno od rešitev. Če sem čisto iskren povedati, da imamo te specializante, ki lahko, poudarjam, ki lahko opredeljujo paciente, kako jih animirati, da bojo tudi to prevzeli. Ludvik, to smo slišali zdajle. Jaz tega ne bom komentiral, besedo dajem tebi. Izvoli. Jaz sem ogorčen, namreč gre za to, da takšnega prizora ne boste na avstrijski ali pa nemški televiziji nikoli videli, ker namreč
da župan, pa minister za zdravstvo, pa predsednik vlade predstavljajo tako balkansko kuhinjo, to je neverjetno. Primarno zdravstvo mora biti pod državnim nadzorom in mora biti razdeljeno na javno in zasebno in takih neumnosti ne bo več. Dokler ne bo te ločitve, ki je v tujini preizkušena že desetletja, bomo gledali to balkansko kuhinjo in jaz ne morem verjeti. Meni ta zadeva, ki sem jo zdaj gledal, je podobno kot protikoronski ukrepi, kjer je vlada z topom šla streljati komarja. In to je popolnoma ista neumnost. Če se takoj ne uvede direktno zasebno in javno zdravstvo, da se ljudje takoj izberejo zdravnika, zdravniki se bodo filtrirali, nekdo bo odprl ambulanto, bo zbral boljše zdravnike, nekdo bo šel v javni sektor in tako naprej, ni rešitve. Zakaj se to dogaja? Težko je reči, ker namreč tu so sami interesi. Slišali smo govor, kako bi nekdo morda prodajal zdravstvene domove. Kdo sploh ima pravico prodajati nekaj, kar ni pravno rešeno pod zasebno ali javno? In zadnji sem bil na srečanju z dediči ukradenega premoženja in vam povem, vse te hiše v Stari Ljubljani nimajo pravih lastnikov. In dokler to ne bo rešeno ni zdravstvo, nič. Ljudje božji, dokler se ne ve, kdo je kje gospodar, kmetija, ki nima gospodarja, ne uspeva. Tu treba uporabljati zdravo kmečko pamet in moram vam povedati še večjo tragedijo, da imeti zdravnika za zdravstvenega ministra je katastrofa. Zdravnik je strokovnjak na točno določenem zdravstvenem področju, minister za zdravstvo pa mora biti človek, ki pozna zdravstvo, ki pozna finančne tokove, ki pozna to in to, ampak, veste, pri nas politika postavlja ljudi in smo v istem sistemu kot v partiji. In tudi to je problem za mene nerešljiv. Dejansko, ko bo prišel minister, ki bo zagrizel in bo rekel, fantje, v 6 mesecih, zdaj pripravimo zakon, v 6 mesecih bomo delali tako in tako. In dokler tega ne bo, je vse skupaj, ne vem, kako bi imenoval, za mene je ta prizor, kot da gledam srečanje, kako bojo v Beogradu na terazijah imeli fešto z odojki in čevapčiči. Hvala.